Živko Marušič, Sanje, 1996, olje in vosek na platnu, 275x26 cm. Na 3 metre visoki in le 25 cm široki sliki ima osrednjo vlogo podoba dečka na hoduljah. Deček s hoduljami se nahaja v nekakšni abstrahirani krajini. V spodnjem delu slike je vanjo všita približno 20 cm dolga zadrga. V središču slike je podoba stilizirane, poenostavljene figure dečka na hoduljah. Oblečen je v temne dolge hlače, moder pulover, obute ima svetlo modre športne čevlje. Hodulji sta visoki vsaj za 3 dečkove višine in od spodnjega roba slike zavzemata 2/3 višine slike. Deček s pokrčenimi nogami stoji na hoduljah. Nastavki za noge so nekje na polovici hodulj, zgornji del pa se še nadaljuje nad dečkom. Njegova desna noga je postavljena višje kot leva, hodulji pa sta postavljeni v razkorak. Z rokama se ju oprijema v zgornjem delu tako, da ima roke dvignjene in pokrčene, kot da si z dlanmi podpira zatilje. Deček ima zaprte oči, deluje, kot da spi. Če zakrijemo hodulje, lahko njegovo držo telesa razumemo tudi kot ležečo, kot da deček leži na hrbtu. Eno nogo ima pokrčeno, drugo stegnjeno, z rokami si podpira glavo. S tem nam umetnik odpre pogled v domišljijski, sanjski svet, kjer je mogoče spati, ležati in hkrati hoditi na visokih hoduljah skozi temno pokrajino z močno rdeče ožarjenim nebom. Izzivata nas tudi rdeči senci hodulj, ki sta upodobljeni kot rdeča barvna trakova na črnem ozadju in vodoravno segata od spodnjega dela hodulj proti levemu robu slike. V neki popolnoma drugačni svet pa nas popelje tudi zadrga, okoli katere so barvne lise, rumene, rdeče, zelene, modre in vijolične. Le-te spominjajo na nekakšne svetlobne odseve. Medtem ko je podoba dečka ustvarjena z intenzivnimi barvnimi nasprotji med rdečo, črno in modro, ki ustvarjajo hladen vtis, se za zadrgo razkriva popolnoma drugačen svet. Zadrga je v dolžini 24 cm v platno prišita v spodnjem delu slike med hoduljama. Skozi razporek zadrge pa odkrijemo ožarjeno rumeno-zlato žitno klasje. Slika je delo slovenskega slikarja Živka Marušiča, ki od 80. let prejšnjega stoletja in vse do danes ostaja zvest slikarstvu, figuralni motiviki ter osebni izpovednosti. Njegova izrazna moč tiči v motiviki, v središču katere je vedno človek. Sodi med vodilne predstavnike nove podobe, umetnostnega toka, ki ga je zaznamoval povratek od nepredmetnega upodabljanja nazaj k figuraliki in v kateri je vsak avtor iskal svoj lasten, individualen izraz, pri tem pa izkoriščal ustrezno umetniško tradicijo.